Namreč zdaj se bomo pa preselili iz sladkovodnih, torej iz površinskih voda, torej iz reke Mure še pa v morje. Kot sta že mogoče sama v uvodu dejala, da je kar precej raziskav že informacij, ki jih lahko najdemo iz področja prisotnosti plastike in mikroplastike v morjih. In zato smo na to temo medse povabili tudi strokovnjaka na tem področju, in sicer izrednega profesorja dr. Oliverja Bajta iz Nacionalnega inštituta za biologijo, iz Morske biološke postaje Piran, ki tudi, bomo rekli, svoje raziskave v morske ekosisteme usmerja. Tako da, dr. Bajt, jaz bi vas povabila k besedi, lahko predlagam, da se mogoče še tudi nam malo predstavite in nam poveste nekaj najnovejših izsledkov, podatkov o plastiki in pa mikroplastiki v morju. Tako da izvolite. Dobro, hvala za besedo. Pohvala res mladima kolegoma za predstavitev in sploh prej za raziskavo, tako da to je še bolj pomembno. Jaz prihajam v bistvu z Nacionalnega inštituta za biologijo, moram to povedati, da me ne bodo kregali potem, pa iz dela, ki je v Piranu, tako da z Morske biološke postaje. Že kar dolgo let se ukvarjam z onesnaževanjem morja, tako na splošno. Zdaj v zadnjih letih smo pa tudi tukaj mi malo začeli z mikroplastiko, tako da danes ne bom dal odgovora, pa mislim, da ga nihče ne more dati, kam gre mikroplastika v morju ali pa tudi kje drugje, ampak bom malo spregovoril o tem problemu, kakšni so problemi z mikroplastiko, v drugem delu pa malo konkretnih rezultatov pokazal, ne samo naših, ker je naslov tudi v Jadranskem morju, tako tudi drugih kolegov, tako da bomo res videli, da je to en tak pereč problem. Zdaj jaz, profesorica, ne spomnim se imena teh dveh dijakov, je rekel, da so bili zelo začudeni, kako v Muri tudi mikroplastika. Jaz bi rekel, da ni potrebno nobeno začudenje, ker je praktično povsod. Tako da nekje več, nekje manj, tako da to je res problem. In prav zaradi tega tudi ne vem, kdo bo kakšno pametno rešitev lahko upeljal oziroma kako bomo se tega problema rešili ali pa vsaj zmanjšali. Kot vidite, naslov tukaj je malo širši. Zdaj plastika in mikroplastika v morju. Ne samo zdaj, zakaj sem se tako izbral, ker mikroplastike ne vidimo. In morda se potem tudi manj zavedamo tega problema. Zdaj pa, če pogledamo malo širše, pa spregovorimo vsaj malo o plastiki, iz katere seveda tudi potem vsaj sekundarna mikroplastika nastaja, tudi v morju, se morda bolj zavedamo tega problema. Zato sem malo širše to, seveda bomo na sredini zožali tudi potem prav na mikroplastiko. Tako da dobro, zdaj to ste verjetno tudi že kaj, jaz nisem bil na prejšnjih webinarjih, tako da morda se bo kakšna stvar tudi ponovila. Zdaj približno tam enih 60 let intenzivno oziroma še manj intenzivno, ampak nekje 60 let mi uporabljamo plastiko in tukaj vidimo eno tako predstavitev svetovne proizvodnje po letih, tako da vidimo, da strmo narašča in še vedno narašča, tako da to postaja tudi zaradi tega velik problem. Seveda to, kar je, ta slika mi je bila z interneta všeč, to, kar je bilo pred tukaj, zdaj recimo 70 leti, fascinantno, da pač je plastika tako obstojen material, je zdaj v tem času, ko se zavedamo tega problema, daleč od tega, se pravi, ravno to je velik problem, ker je plastika zelo, zelo obstojna, praktično sploh niti ne vemo, ali res razpade ali pa se samo razpade mehansko, v vedno manjše delce. Tako da premalo časa imamo oziroma opravka s plastiko, da bi res lahko sploh karkoli rekli, ali dejansko res razpade. Nekaj podatkov, takih bolj ali manj grozljivih, to je sicer z interneta, je treba tudi vzeti malo z rezervo, razne ocene, ampak
Zdaj naj bi na svetu letno okrog 300 milijonov ton plastike proizvedli, 10.000 kilogramov na sekundo, in tam v teh zadnjih 20 letih se je podvojila, 20-kratno povečala, ne, in naj bi se podvojila potem še čez 20 let. Ne. Zdaj tukaj vidimo v Evropi tudi okoli 60 milijonov ton plastike na leto. S tem povezano, se pravi, na leto ustvarimo v Evropi tudi okoli 25 milijonov ton odpadkov plastičnih. Ne. Tudi v Sloveniji nismo prav nedolžni, ne, okoli 60.000 ton po nekih ocenah. Zdaj, manj kot 30% proizvedene plastike recikliramo. Ne. Zdaj v Sloveniji se radi pohvalimo, da je to bolj, da smo bolj pridni, ne, da je ta delež večji, ne, ampak recimo, da je, no, ampak še vedno je prenizek. In seveda posledično gre tudi tam nekaj milijonov ton, vidimo tukaj do 13 milijonov ton, morda je zdaj številka še večja, plastike v oceane. Ne. In oceani so tisti nekako zadnji, kako bi rekli, ponor, ne, plastike potem, ki se iz kopnega, bomo videli, na različne načine potem prenaša v morje, ne, v oceane. Tako da po nekih ocenah na kvadratnem kilometru oceana plava približno 18.000 kosov, ne, zdaj to je ocena, ne, zdaj lahko malo več, malo manj. Ena grozljiva številka, zdaj vsaj zame, ki je bila dosegljiva, da v vsako minuto pristane v Sredozemskem morju samo okoli 30.000 plastenk, ne, tako da to je mene kar streslo. In 80% odpadkov na svetovnih plažah je plastika, ne. Tako da tukaj seveda vrečke so tudi problematične, nekaj smo že danes omenjali oziroma slišali, in predvsem tiste vrečke za enkratno uporabo, ki, kot vidimo na tem grafu, še vedno prevladujejo, ne. In Slovenija tukaj, ne vem, če uspete videti, ni nič, spada kar v to zgornjo skupino držav, ne, tako da nismo nič kaj dosti boljši kot drugi. Zdaj, številke ogromne, velike in povprečna življenjska doba 12 minut, kaj to pomeni, in pomeni, ko eno vrečko vzamemo ali v trgovini ali kjerkoli, prinesemo stvar domov, pa zavržemo, ne. Se pravi, povprečje 12 minut, lahko je tudi malo več, ampak še vedno zelo kratka uporaba, se pravi, te vreče za enkratno uporabo, ne. Tako da malo teh številk sem namenoma pobral, tako da se zavedamo res tega problema, ne. Zdaj, če se preselimo v morje, viri odpadkov v morju, ne, in s tem seveda tudi plastike, bomo videli, večina je plastičnih odpadkov. Okrog 80% odpadkov pride v morje s kopnega, ne. Zdaj, glavni viri so seveda reke, in tukaj imamo en primer ene ocene reke Ren, ki je velika, ki meri 1230 kilometrov in teče skozi vse te države, ki so tukaj naštete. In vsak dan priteče samo z Renom tam okoli 190 milijonov plastičnih delcev, ne, da ne govorimo še druge reke, ki so bistveno večje na svetu, ne. Potem tudi odlagališča odpadkov na kopnem, ne, ki so dostikrat slabo zavarovana, te odpadke raznaša veter in podobno. Že povedano, voda iz komunalnih čistilnih naprav, predvsem vlakna tukaj, pa ne samo vlakna, tudi kakšni drugi koščki lahko. Ceste smo že tudi povedali kot pomemben vir mikroplastike in tudi v oceanu, ne. Tako da potem seveda pa še take bolj metode, če rečemo tako v narekovajih, ne, ki naj se ne bi dogajale, pa bomo tudi potem na nekaj diapozitivih tudi to videli, ne, se pravi preprosto odlaganje, nekontrolirano na morsko obalo ali pa celo v morje, ne. Tako da tudi to se še vedno dogaja, ne, čeprav se ne bi smelo, nekatere države ta način še vedno uporabljajo, in turizem seveda tudi lahko sklepamo, da je seveda pomemben vir
onesnaževanja z mikroplastiko, plastiko in seveda potem tudi z mikroplastiko. Seveda okoli 20% pa teh odpadkov pride oziroma nastane na samem morju, oziroma gre za vnos iz dejavnosti na samem morju, predvsem iz raznih plovil, kot so ribiška plovila, ribiške mreže, vrvi, vreče, zaboji in podobno, tovorne ladje, ladijske odpadki povezani z vzdrževanjem ladje, ostanki tovora, seveda plastike v morje sploh ne bi smeli odvajati, ampak praksa je dostikrat drugačna, sploh na odprtem morju. Potem tudi razna manjša plovila, embalaža za hrano, pijačo, vzdrževanje motorja in tako naprej. Naftne in plinske ploščadi, tam pač ljudje živijo, kot živimo na kopnem in seveda tudi ustvarjajo odpadke in kaj od tega gre tudi v morje. Zdaj seveda pri črpanju nafte in plina se tudi uporablja, tam bi kar lahko rekli primarno mikroplastiko, določene delce, ne bom šel v podrobnosti, ampak pri črpanju se tudi uporablja take delce iz plastike, pa gojišča, školjke, ribogojnice, spet mrežice, vrvi in tako naprej. In kot vidimo tukaj iz tega grafa, približno 3/4 vseh odpadkov v morju je plastike. Tako da zato je to resen problem. Zdaj tukaj sem eno slikco dobil pred časom, zdaj pred nekaj leti, se ne spomnim točno, so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani poskušali narediti en tak prikaz in so en kupene plastike nametali v eno sobo, tako da so se ljudje lahko zavedali in seveda toliko plastika naj bi šlo v svetovno morje vsakih 20 do 30 sekund, kar je spet ena ogromna številka. Tako da vse nam kaže, da je to res resen problem. Pa 10 najbolj onesnaženih rek, to se tudi verjetno že kdaj videli tudi na televiziji. Zdaj, predvsem, če pogledamo Azija, pa malo še v Afriki, ampak predvsem te velike azijske reke, zdaj seveda zaključek bi lahko bil, kaj pa tam delajo, kaj pa tam onesnažujejo, pa niso razviti, pa ne vem kaj. Če smo pošteni, je tudi Slovenija lep čas, zdaj seveda se je to ustavilo, odpadke v narekovajih izvažala prav v azijske države, plastične odpadke, plastiko, in tam se dostikrat ni prav s tem ravnalo, in je šlo tudi direktno v reke, tako da tudi Slovenija je imela en tak majhen prispevek, glede na druge, majhen, ampak še vedno, tako da zdaj pa se je to bolj ali manj ustavilo, zato zdaj imamo pa polne deponije v Sloveniji. Zdaj to, mislim, da sta dijaka že nekaj omenjala te krožne tokove, spravi, ko pride plastika in s tem tudi mikroplastika, to je vedno povezano v morje, potem tokovi to raznašajo, bomo tudi kasneje videli en rezultat modelov in seveda se na določenih območjih v oceanih, svetovnih oceanih, zaradi teh krožnih tokov, kot to rečemo, tudi potem kopiči. In tukaj imamo najbolj znan je ta severno-pacifiški krožni tok in to območje, ker se kopiči plastika, potem imamo pa še severnoatlantski, južni, pa južni pacifiški, pa tukaj tudi v Indijskem, tako da imamo kar 5 takih krožnih tokov, seveda ta severno-pacifiški je najbolj znan in kot vidimo, nekako obsega površino 800 Slovenj in po nekih ocenah tam plava okrog 80,000 ton plastike na površini morja, na določenih mestih tudi tako zgleda, kot je ta slikca tukaj prikazuje. Tako da resen problem in kako to zdaj reševati je sploh vprašanje. Zdaj, seveda mi smo slišali že pri ribah malo rdeče okah, se mi zdi, kako plastika oziroma mikroplastika lahko vpliva. Seveda tudi mikroplastika ima svoje vplive. Mislim, da je bilo rečeno tudi, da če se prav spomnim, ena zadnjih raziskav, ki je seveda odkrila to mikroplastiko tudi v človeškem telesu. Prej so to dobili v prebavilih, tako da smo temu izpostavljeni.
Jaz sem pa namenoma izbral malo take fotografije z interneta, kjer kažejo, kako plastika in seveda tudi mikroplastika, ne. Zdaj tukaj so seveda razlike vpliva oziroma na živali v morju, ne. Zdaj bolj bomo potem govorili o mikroplastiki, ampak to, da se zavedamo, da seveda živali zamenjajo plastiko za hrano, ne, kot vidimo tukaj eno vrečko, ki plava, ne, potem zamenjajo določene živali to za meduzo. Tukaj spodnji dve sliki kažeta vsebino enega kita, ne, ki je poginil, ne, in so potem iz želodca odprli želodec in vse to dobili, pa še kaj več noter, ne, popolnoma zabasen, če rečemo tako po domače. Želodec, podobno tukaj je albatros, ne, poln, vsa prebavila, polna mikroplastike, ne. Tukaj vidimo to želvico, ki tudi zamenja potem in požre, pogolta, tako da približno 50% poginulih želv na svetu ima v želodcih plastiko, ne. Zdaj, pri morskih pticah je pa to še hujše, ne, tako da se zavedamo spet malo tega problema. Zdaj, seveda drugi tak problem je zapletanje živali, kot rečemo, v mreže, pa ne samo v mreže, tukaj vidimo eno želvico, želvo, ki se je verjetno v mladih letih oziroma na začetku skozi en obroč spravila, ne, in seveda potem, ko je rasla, je prišlo do deformacij. Tudi tukaj, ne vem, če se vidi podobno pri tem julenčku. Potem mreže, v katere se zapletajo, odvržene mreže, tukaj vidimo na desni tako nabirko mrež, odpadnih mrež, ki so jih iz morja potegnili, ne, tako da tem mrežam, to je problem, ker ribiči to odmečejo pač v morje, tudi ko jih več ne potrebujejo, ko so preveč potrgane in jih ne morejo več popraviti, ne, tako da vendar te mreže potem, kot rečemo, naprej še lovijo, ne, govorijo, uveljavil se tak izraz, da so to mreže duhovi, ne, ki seveda plavajo prosto po oceanu in živali se še vedno zapletajo in potem v veliki meri tudi največkrat poginejo, ne, tako da vidimo, da so to resni problemi. Ne, v plastiki, to se tudi mislim, da so ta dva dijaka že nekaj omenjala, ne, plastika in s tem tudi mikroplastika, tle pa res lahko rečemo, tudi mikroplastiko povežemo s tem. Zdaj, v sami plastiki so prisotne različne snovi, ki jih uporabljamo, dodajajo potem pri proizvodnji plastičnih mas za dosego določenih lastnosti, plastičnosti, obstojnosti, karkoli. Tukaj imamo nekaj naštetih, jaz ne bom zdaj teh imen tukaj navajal, ne. In zdaj mnoge snovi med njimi so vsaj potencialno rakotvorne in tudi hormonski motilci, ne, to verjetno vemo, kaj približno pomeni, tako da so to snovi, ki se v te naše procese v telesu, ki so vodeni s hormoni, nekako sodelujejo v teh procesih, ne sodelujejo, tako da te procese potem motijo in zato jim pravimo hormonski motilci in lahko tudi potem dolgoročno pride do kakšnih resnih obolenj, ne, tako da zdaj, poleg tega se na plastiko v morju in seveda tudi na mikroplastiko, sicer na mikroplastiki je to težje slediti, ker so ti delci zelo majhni, ne, in težko karkoli mi tukaj analiziramo, ampak dejstvo je, da se absorbirajo različna onesnaževala, ki so v morju, ki so v morski vodi. Plastika in tudi mikroplastika še posebej zaradi te velike specifične površine in te površinske napetosti so dobri substrati za vezavo različnih snovi, organskih pa tudi kovin, in seveda s temi delci potem se te snovi prenašajo, potujejo po morju in seveda tudi potem po prehranjevalni verigi, ko to enkrat pride v organizme, ne. Zdaj, kosi plastike so, kot rečemo, vektor za prenos organizmov, ne. In tukaj vidimo spodaj eno tako slikco, da se začne potem na kose plastike, tudi mikroplastike,
na teh površinah se začne tvoriti tako imenovan biofilm. Se pravi, to so organizmi, običajno začne z bakterijami, potem pa naprej tudi algice. To je ta obrast, ki jo srečamo tudi na drugih predmetih, ki so nekaj časa v morju, in na ta način tudi potem potujejo ti organizmi po morju, lahko pride tudi do vnosa tujerodnih organizmov in podobni problemi. Tako da delci mikroplastike se tudi zalepijo, lahko na površino organizmov, predvsem teh manjših, in tukaj imamo enega kopepodnega rakca, zooplanktonski rakec, majhen, ga ne vidimo, in smo naredili en poskus in smo videli, kako se ti delci mikroplastike, zelo majhni delci, nekaj 10 mikrometrov veliki so bili, zalepijo dobesedno na površino, in to tudi potem moti gibanje, prehranjevanje in podobno. Seveda, ko pridejo enkrat ti delci mikroplastike, pa sploh, če imajo še vezane na površini določene snovi, potem pa povzročijo lahko tudi določene vnetne odzive, kot vidimo, histološke spremembe, poškodbe DNK in podobno. Tako da veliko takih negativnih vplivov. To ne bom rekel, da že dobro poznamo, to so bolj v glavnem na podlagi raznih laboratorijskih poskusov, ko izpostavljajo različne organizme mikroplastiki, potem sklepajo na to, kaj lahko povzroča. Je pa, če bi rekli tako, in situ, se pravi v samih organizmih direktno, ko požrejo oziroma vnesejo v telo mikroplastiko, teh raziskav je pa potem manj, ampak gotovo lahko sklepamo, da ima mikroplastika potem v telesu veliko negativnih posledic. Zdaj, kot smo rekli že prej, da so našli mikroplastiko že praktično povsod, rekah, jezerih, kot smo videli tudi v Muri, ki naj bi bila ena bolj čistih rek, na morskem dnu, v morju, zraku, prsti in tako naprej, da ne bomo potem tudi v raznih prehranskih artiklih, pivu, soli, vinu, v vodi, v pitni vodi, tudi pa ne samo te iz plastenk, ampak tudi iz pipe, organizmih, tudi v rakih, ribah, školjkah, črvih in zooplanktonu. In kot smo že rekli, prehaja lahko tudi potem po prehranjevalni verigi ali prehranski verigi, kot naj bi se reklo zdaj. In tukaj imamo samo za eno ilustracijo po nekaterih državah, kakšen delež pitne vode že onesnažen z mikroplastiko, tako da tudi to je, vidimo, smo že tam blizu 3/4 spet, tako da resen problem. No, zdaj, kako mi določamo mikroplastiko oziroma določamo mikroplastiko v morskih vzorcih. Zdaj, če govorimo o morski vodi, potem imamo to tudi, moramo imati vzorce te morske vode, in zdaj seveda največkrat to naredimo s plovili, in na katero potem namestimo to tako imenovano manta mreža, tako se imenuje, to je taka lebdeča mreža, ki zajema potem mikroplastiko z površine. Vedno bolj zdaj se uveljavljajo tudi postopki, kjer se uporabljajo črpalke in seveda na določeni globini potem lahko mi večje količine vode tudi zajamemo in seveda potem prefiltriramo skozi filtre. In seveda to vodo moramo potem nekako prefiltrirati, tukaj vidimo nekaj teh filtrov, seveda tukaj ta mikroplastika tako majhna, da s prostim očesom kaj dosti ne vidimo. Tukaj so pa nekateri večji kosi mikroplastike tudi v vodnih vzorcih. Zdaj, kakšne oblike smo že slišali, tako da ne bi jaz ponavljal. Zdaj, sediment je tudi dober tak medij, če rečemo, za spremljanje onesnaženja, ne samo z mikroplastiko, tudi z drugimi onesnaževali, tako da, ker se običajno v sedimentih onesnaževala in tudi mikroplastika kopičijo, se pravi, nekako imamo tam en posnetek enega bolj dolgotrajnega stanja. Zdaj v
vodi je to bolj trenutno stanje, ne, odvisno od tokov, valov in marsičesa, zdaj da ne bomo preveč v podrobnosti šli. Zdaj sedimenti so pa nekako bolj, tako kot sem rekel, nam dobimo eno stanje, bolj za daljši čas lahko, ne, pride do večjega kopičenja. Zdaj sedimentne vzorce mi običajno s takim grabilom, kot ga imenujemo, vzamemo, to spustimo na dno, zagrabimo en del oziroma neko količino sedimenta in potem v tem sedimentu analiziramo, ali pa imamo take jedrnike, kot rečemo, gravitacijske jedrnike, to so take cevi, ki jih spustimo, se zapičejo v morsko dno in se to potegnemo in imamo potem pa eno tako jedro sedimenta, ga lahko tudi potem nasekamo, če rečemo tako, na različne plasti, ne, in se tudi potem lahko spremljamo po globini, kako se spreminja recimo koncentracija tudi mikroplastika v našem primeru. Pri organizmih, tukaj imamo primer školjk pa rib, običajno zaenkrat mi prebavila uporabljamo, pri školjkah to prebavno žlezo, ki je tukaj nekje, se zelo slabo vidi, pa škrge, ne, ki so tukaj na lupini pripete, ne, ker tukaj se nekje pričakuje, da lahko mikroplastiko pričakujemo. Zdaj tukaj pa en želodec iz ene ribe, ne, tukaj tudi želodce potem ločimo, kot sta pokazala že dijaka, ne, in pri sladkovodnih ribah, ne, potem moram pa to razgraditi z različnimi ali kislinami ali peroksidom, tako da se ta prebavila čim bolj razgradijo, potem pa obdelamo to skozi sito, filtriramo, da dobimo potem mikroplastiko, ki je nadalje potem analiziramo, ne. Tako da postopki so taki kar dolgotrajni in zelo težko je to čisto očistiti, tako da vedno imamo potem probleme v tem primeru organizma s kakšnimi lipidi, maščobami, pri sedimentu pa z finimi delci sedimenta, ne, ki se ravno tako težko posedejo, ko to ločujemo potem z gostotno ločbo, kot rečemo. Dobro, in to smo tudi že videli, nekaj podobnega, sicer tam smo videli polipropilen, tukaj imamo pa en spekter. To potem delce mi z takim FTIR mikroskopom, ne, lahko uporabljamo ATR, FTIR spektroskop, ne, na kristalu za večje delce, če imamo pa manjše delce, potem imamo pa prav tak mikroskop s takim kristalom. Ta kristal potisnemo na delec in potem dobimo seveda en tak spekter, ki je značilen za posamezne polimere, ne, in lahko potem določimo, ni vedno lahko, manjši ko je delec, težji je, ne, tako da lepo je to poslušati, ampak v praksi je to velikokrat težko. Pri vlaknih, pri nitkah je to še poseben problem, ampak počasi se to tudi, večino delcev lahko tudi določimo. No, zdaj sem obljubil en primer, ne, tukaj zdaj ena študentka je pri meni magistrsko nalogo delala, ne, pa je obdelovala malo oziroma se je udeleževala teh akcij čiščenja pred začetkom poletja na otoku Mljetu in to na tem južnem delu. To so en primer, ne, ki sem pozabil zdaj ime, ni pomembno, ene take znane plaže, ne, jaz nisem bil še na Mljetu, ne, ampak če kdo bil na južnem delu in čez zimo vidimo, kako se nabere ta plastika, ki v glavnem pride z južnega Jadrana, ne, zdaj zraven je potem tukaj prisotna tudi mikroplastika in to so posebej potem nabrali, ne, tako da zdaj tukaj nekaj podatkov, ne bomo šli v podrobnosti, nekaj številk. To je bilo grozovito videti, še veliko drugih fotografij je imela, kaj je vse tam bilo prisotno, od medicinskih odpadkov, brisk, raznih vrečk za infuzijo, ne vem, polno stvari, ne. Večinoma naj bi to prihajalo iz Albanije, ne, čeprav so bili tudi določeni predmeti plastični, kjer so bili gor italijanski napisi, ne, ampak Albanija naj bi bila še država, ki celo naj bi odpadke, tudi del odpadkov direktno odvajala v morje.
predvsem pa na obalah nimajo še dobro rešeno teh deponij, tako da v veliki meri je res to verjetno posledica odlaganja v Albaniji, ne. Potem Libanon naj bi bila ena taka država tudi v Sredozemlju, kjer naj bi še veliko odpadkov direktno v morje odvajali, tako da drugje pa recimo, da tega ni, no. Vidimo pa zdaj, in seveda najhujše je bilo, da so to lepo očistili, čez 14 dni, 3 tedne je bilo pa spet polno plastike, ne tako hudo, ampak toliko plastike, da verjetno se nihče tam ne bi kopal, ne, tako da je to res resen problem. No, to je ena raziskava, rezultati enih raziskav. Ni bil glavni namen določati količino mikroplastike na morskem dnu v Jadranskem morju, ampak so strokovnjaki vzorčili vzorce rib na morskem dnu z kočami, z mrežami, in seveda mimogrede so ujeli še veliko plastike, ne, in so potem naredili na tako oceno, tak prikaz in vidimo tam, kjer so pač vzorci, ne, kjer je več plastike na dnu, ne gre za mikroplastiko, moram poudariti, tukaj gre za makroplastiko, za plastične odpadke. In seveda tukaj vidimo ta naš delček, tukaj ta naš Tržaški zaliv, ki je tudi kar precej obremenjen z plastiko na dnu po teh rezultatih, pa še drugje bomo videli podobno situacijo. In tukaj so ti rezultati tega modeliranja, ki sem ga prej omenjal. Najprej ta slika kaže, kako je intenziven ta pomorski promet po našem Jadranskem morju, pa kakšna slika še hujša bi se dobila, zdaj tukaj se malo slabo vidi, ampak ni samo ta glavni tok gor pa dol, ampak imamo še potem v različna pristanišča. Če uspete kaj videti, ne, tukaj so zdaj eno modeliranje teh tokov in potem povezano količina mikroplastike, tukaj pa lahko rečemo, ne, ni res, sem se zmotil, gre še vedno za plastične odpadke, za makroplastiko in seveda tudi povezano s tem mikroplastiko. In sedaj tukaj nekje na srednjem Jadranu ta tok zavije, ampak en pomemben del gre tudi naprej proti severnemu Jadranu in tukaj kaže potem prav, kako spet ta naš Tržaški zaliv je obremenjen tudi, seveda ni to, zakaj to prikazujem, ne, ker da ne bo kdo mislil, da smo mi taki packi, pa toliko tega vržemo v morje, gotovo tudi kaj, ne. Ampak vidimo, kako tokovi lahko to potem na določenih mestih v morskem okolju to dobesedno nakopičijo, ne, se pravi, prinesejo drugod. In zato je tega po morju tudi na območjih, kjer ni nekih virov, verjetno ste videli za kakšne take pacifiške otoke, ne, kjer po televiziji večkrat pokažejo polni plastike, pa čeprav tam ni nobenih virov onesnaževanja s plastiko, ne, ampak prinese morje, spaj morski tokovi. No, to je ena raziskava, ki smo delali mi na hrvaški obali, spravi ob hrvaški obali, se pravi mislim, da gre tukaj za makroplastiko, mikroplastiko, potem na istem območju vidimo, da še kar dobro sledi, ne, tam, kjer je več makroplastike, tudi več mikroplastike. Zdaj na morskem dnu je pa stvar ni bila tako povezana, ne, zdaj tukaj so drugi procesi, ki vplivajo potem na to, na ta transport, kot rečemo, plastike na dno in tudi mikroplastike, seveda. Zdaj jaz nimam časa, da bi to bolj podrobno razlagal, ne, ampak je pač kar kompleksna stvar v morskem okolju, ne, tako da na površini se to kar dobro ujema in vidimo tudi, to je en tak posredni dokaz, da verjetno mikroplastika res, vsaj ta sekundarna, nastaja iz makroplastike. In tukaj imamo en morski list, primer morskega lista, ne, so lovili pač morskega lista po Jadranskem morju, glavnino tukaj ob italijanski obali in tukaj so zdaj, če lahko preberete, različne plastične mase, se pravi delci, in vidimo, kako so obremenjeni, spet ta, kaj bi rekli, bolj severni del je nekako kaže, da je bolj obremenjen z
plastiko in tudi z mikroplastiko, ne, tukaj gre za mikroplastiko, tudi druge vrste rib, če bi pogledali, v veliki meri že vsebujejo vsaj nekaj mikroplastike v svojih želodcih, ne, školjke tudi, in tudi če bi druge organizme obdelovali, ne bi tudi gotovo dobili mikroplastiko, da res povsod jo srečamo, ne. Zdaj pa jaz tle nič ne vidim, pa ne vem zakaj. Dobro, zdaj upam, da to vidimo. To spet ena druga študentka, ki je delala magistrsko nalogo, je malo zbirala eno leto odpadke, ne celo leto, no, tam konec pomladi nekje začela pa do septembra, na različnih, jaz sem tukaj zbral samo dve mesti, pod Belvederjem, tam pri Izoli, ne, to verjetno poznate, pa Seča, in se lepo vidi, zdaj tam na Belih skalah pod Belvederjem, malo naprej. To je eno območje, ne, kjer je vedno, čeprav je zelo neokrnjeno, ne, če odmislimo vse te čolne, ki poleti tam sidrajo, čeprav zdaj so nekaj to omejili in prepovedali, ne, ampak vedno, katerakoli raziskava, kdorkoli dela tam raziskave, veliko odpadkov plastičnih in tudi mikroplastike tam najdejo, ne, tako da, in to se lepo kaže, in seveda največ tega je v poletnem obdobju, ne, gotovo lahko sklepamo, zakaj, ker vse skupaj bolj intenzivno, turizem, navtični turizem, čolni in podobno, in da to potem prispeva k večjemu onesnaževanju s plastiko in tudi z mikroplastiko. No, to so kolegi iz ne samo Inštituta za vode, ne, tudi druge partnerje so imeli v enem projektu, zasledovali mikroplastiko v površinskem delu našega morja, ne, in tukaj imamo različne transekte, 26 takih transektov po morju so naredili, in za tisto mrežo, ki smo jo prej videli, Manta mrežo, potem zajemali to plastiko na površini morja in to potem analizirali in vidimo, kakšne ogromne količine, ne, tudi o milijonih govorimo delcev. Zdaj to mislim, da je bilo na kvadratni kilometer, ne, ja. Tako da kvadratni kilometer ni majhen, ne, ampak še zmeraj vidimo ogromne količine, ne, in kot tukaj vidimo, v veliki meri je polietilen, tisti najbolj zastopan, tudi druge raziskave v okolju kažejo, da je polietilen skupaj s polipropilenom, potem to so dva najbolj zastopana polimera, ne, v takih okoljskih vzorcih. Tukaj smo mi malo sedimente obdelovali na teh mestih, tukaj v našem morju, in zdaj ne bomo šli v podrobnosti, ne, ampak tle pogledamo Bele skale, ne, kar sem prej povedal, ne, primerljivo z Strunjanom, ne, spet eno območje, ki naj bi bilo zelo bolj čisto, ne, ampak vemo, da tam intenzivno gojijo školjke, veliko je teh mrežic in podobno, pa Portoroška marina, ne, če pogledamo tukaj sploh fragmenti, pa znotraj marine, tam se ta plastika, ti delci, mikroplastika kopiči, gotovo je tudi tukaj bilo kar nekaj delcev barv, ne, tako da, in tako izgleda potem pod mikroskopom, ko to pogledamo, eno vlakno, pa en fragment v sedimentu. To je tudi ena raziskava bila, moja kolegica sodelovala, so na teh mestih v našem morju, predvsem odpadke na plažah, raziskovali, ne, in nekaj je bilo tudi mikroplastike, potem so tukaj obdelovali in spet, če pogledamo tle prav ta del tukaj, okoli Belih skal, ki naj bi bile zelo čista območja, ne, tukaj vidimo največ, ne. Če v samem Mandraču Izolskem je to še razumljivo, ne, če pa to v takem bolj pričakovano čistem območju, ne, pa je malo manj razumljivo, ne, ampak očitno tokovi tudi to prinesejo, ne, to je en od razlogov, ne, tako da nakopičijo potem na določenih mestih plastiko, pa seveda s tem tudi mikroplastiko.
No, to smo sodelovali v eni raziskavi v Črni Gori, ne, tukaj v Boki Kotorski, pa tudi potem na zunanji obali, ne, če tako rečemo, ne, v zalivu v Črni Gori. In vidimo zdaj tukaj, da je tudi tam kar precej mikroplastike, ne, zdaj se nekako v povprečju, če tako rečemo, v Boki Kotorski, ki je zelo zaprt zaliv, ne, večje količine kot pa bolj na odprtem morju, ampak povsod smo dobili mikroplastiko, ne, tako da niti ne v tako majhnih količinah. No, zdaj rešitve. Zdaj, kam gre, kaj se zgodi s to mikroplastiko, sem povedal na začetku, da bi težko jaz to povedal, ne, pa mislim, da marsikdo drugi tudi težko povedal. Zdaj lahko govorimo o reciklaži, energetski izrabi plastike. Bili so tudi poskusi, ideje, da bi čistili ocean. To je en tak primer, ne take napihljive cevi, baraže, kot rečemo, ki naj bi zbirali, ampak zamislimo si, da gremo tam sred oceana, kaj bi s tem lahko naredili. Bioplastika, to se tudi veliko govori, ne vem, morda ste na prejšnjih webinarjih tudi kaj o tem spregovorili, tako da jaz ne bom o tem dosti govoril. V glavnem tudi bioplastika zaenkrat ni prava rešitev, ne, ker nekako delimo bioplastiko v dve skupini, ne, to je tako imena bioosnovana, ki je res iz naravnih materialov narejena, dostikrat pa ni biorazgradljiva, ne. Pa druga biorazgradljiva plastika, ki je pa ponavadi malokrat narejena iz kakšnih bolj naravnih materialov, predvsem je pa iz umetnih materialov narejena, ki sicer je razgradljiva, je biorazgradljiva, ne, ampak spet je zdaj vprašanje, ne, do katere faze, ali se res popolnoma razgradi, ali se bolj razdrobi, če rečemo tako bolj preprosto, v vedno manjše kose, to nanoplastike, in verjetno bomo kmalu govorili še o pikoplastiki, ne. Zdaj dijaka sta imela eno tako vprašanje na koncu, ki ga imam tudi jaz, kaj pa lahko jaz to naredim, ne. Zdaj tukaj vidimo, kako zdaj, na koncu bom pa jaz pokazal, kako smo enkrat imeli v mojih otroških letih, koliko embalaže, recimo brez potrebe, verjetno, ne, se pravi, imamo vsak bombonček zavit, potem je pa to še v eni vrečki, pa še morda v škatli, pa kaj zvem, kje še vse, pa sadje, pa zelenjava, ogromno nepotrebne embalaže, ne, in to je tudi en morda doprinos, da bi to zmanjšali, ne. In kot sem jaz tukaj napisal, najboljša rešitev je zmanjšanje količin uporabljene plastike. To, kar je zdaj v okolju, kar je sploh mikroplastike, praktično mislim, da smo zelo nemočni, da bi to tukaj karkoli lahko naredili, ne. Enostavno od zdaj naprej je treba to hitro zmanjšati. No, zdaj Evropska unija je to tudi že nekaj poskušala v svojih direktivah neke ukrepe predvideti, ne, zdaj ta uporaba nekaterih izdelkov, to zdaj od julija lanskega leta to že velja, ne, tako tudi pri nas smo bili malo bolj pozni, no, ampak končno to velja. Potem so pa razna taka priporočila o uporabi, o označevanju, o zaveščanju potrošnikov. Zdaj, koliko je to lahko uspešno, ne, gotovo nas še kakšne druge prepovedi v bodoče čakajo, ne, ker samo za slamce pa plastične vilčke pa nožke in to verjetno ne bodo rešili tega problema. In to vprašanje, ki sem ga prej že, ki ste ga imeli tudi Jaka, kaj pa jaz lahko naredim, je tukaj sem na srečo še uspel dobiti neke fotografije ki so me spomnile na moja otroška leta. Na internetu še vedno se je to dobilo. Ko sem bil jaz v osnovnem šolcu, vsaj v nižjih razredih, smo imeli še vse praktično v steklu. Mleko je bilo v steklu, jogurt je bil v steklu, sokovi so bili v steklu, se zdaj ne pravim, da tega ni več, ampak enostavno ni bilo nobene plastične embalaže, ne. In to smo potem seveda vračali embalažo, pa spet, ko smo kupili, ko smo spraznili, smo spet vračali in tako naprej. Potem, jaz se težko zdaj rečem kdaj, ampak nekje bi rekel tam konec 60-ih let so se pa začeli se je začela taka embalaža pojavljati in to je bilo
res ena taka revolucija za nas, ne. Dobili smo mleko potem v takšnih vrečkah, plastičnih, seveda si mogel doma imeti en tak podstavek, eno držalo, ker če ne, ko si to odprl, v bistvu se polilo, ko si nesel potem iz trgovine, se je dostikrat ta vrečka predrla, pa je to puščalo in tako naprej, ne. In seveda, ko smo hodili mi, kot smo rekli, v šolah na športne dneve, je bila cela revolucija, ko smo lahko potem sokove dobili v takem, kot smo rekli, tetrapak, in to pravi tetrapak. Prej smo imeli stekleno embalažo, ne, ki je bila precej neudobna, ne, za take namene, ne. Zdaj pa vidimo, kam je to pripeljalo, ne. To so bili nekje taki začetki, smo pa prej videli tisti 2 slikci v trgovinah, pa da ne govorimo o drugih problemih. Tako da s tem bi jaz zdaj končal, no, zdaj še za kakšno vprašanje, pa seveda, če bom znal, bom z veseljem odgovoril, ne. Ja, super, najlepša hvala za zelo natančno, izčrpno. Hvala lepa. Odpiram seveda zdaj diskusijo, pa mogoče dam možnost slušateljem, če imajo kakšno vprašanje za gosta. Sicer ga imam tudi jaz. Mogoče čisto tako me vmes, ko ste te raziskave predstavljali, sem se vprašala, na kak način pa vi, na primer, izberete nek testni organizem, ne vem, v morju, na katerem boste v bistvu izvajali študijo, na primer, posebnost mikroplastike. Ali to glede na, ne vem, značilnosti nekega področja, ali glede na to, katera vrsta je najbolj zastopana, ali glede, ne vem, na vodni stolpec, če prav jaz razumem, ne, večina mikroplastike bolj v višjih predelih morja, ne, pač lebdi, pa plava, pa se tokovi premika, medtem ko v sedimentih je pa verjetno tudi zaradi gostote manj. Ali pa potem na podlagi tega zbirate, to me pač čisto tako prešinalo. Na kak način? Na ta končno trditev, no, vašo, ni čisto tako, ne. Seveda, če bi samo gostoto gledali, potem je res, ne, da so določeni polimeri, ki imajo višjo gostoto, kot so PVC pa poliamid, od morske vode in bi jih pričakovali na dnu, ne. Tudi je res to, ne. In seveda tisti najbolj zastopni, kot so polietilen, polipropilen z precej nižjo gostoto, pa naj bi plavali potem na površini morja, ne. Dejstvo pa je, da je tudi obratno, ne. Tako da tudi te gostejše oziroma težje polimere dobimo na površini in obratno, ne. Tukaj gre predvsem, kot sem prej govoril na kratko o obrasti, ne, to zelo vpliva, ne. Ko se potem začne obrast na teh delcih, ne, se teža poveča in potonejo tudi taki polimeri, ki sicer so lažji na dno, in obratno, tudi ti težji, ko pridejo v morje, se v obrasti, ki je v morju tudi tako naravno prisotna, ujamejo, ne, če tako rečemo. Tako da to je zdaj ena stvar. Druga pa, kar se tiče glede testnih organizmov, tukaj na področju mikroplastike mislim, da precej sledijo še vedno tem prijemom, če tako rečemo, ki jih uporabljajo pri drugih onesnaževalih, ne. Tako da školjke so tiste res, ki so nekje najbolj, ker so filtratorji, to verjetno malo poznamo, ne, in velike količine vode prefiltrirajo in s tem tudi potem kopičijo v svojih tkivih, v svojih prebavilih, bom rekel, no, zdaj težko bi rekel tkivih, mikroplastiko. Potem pa seveda ribe so taki drugi testni organizmi. Tukaj pa res tudi sledimo malo, kje živijo ribe, ne. Zdaj pri nas seveda nimamo nekih groznih ekstremnih globin, ne, ampak še vedno vemo, da imamo bolj bentoške ribe, ki so bolj pri morskem dnu, in tudi pelaške ribe, ki nekako bolj plavajo v vodnem stolpcu. Prehrana je drugačna in vse to vpliva potem tudi na količino mikroplastike, ne. Potem pa imamo tudi kakšne take bolj eksotične, kot so raki, in to, zdaj mi s tem še nismo delali, ne, ampak se tudi to potem bolj verjetno da se oceni potem, koliko je razširjena ta mikroplastika, ne. Upam, da sem odgovoril, ne. Ja, super, hvala lepa. Sicer bi se vam pa še enkrat najlepše zahvalila za vaš prispevek k današnji vsebini. Mislim, da smo vsi kar
precej novih stvari izvedeli, sploh na področju naše obale, našega morja ali pa mogoče še bližnjega morja. Tako da hvala še enkrat. Hvala lepa, dr. Bajt. Veseli smo bili vašega prispevka, bil je zelo zanimiv.